Ciklokros je ena stara disciplina kolesarska, predvsem je znana v Belgiji, pa na Nizozemskem. Dirkanje s cestnimi kolesi po travi, po zemlji, po stezah. V bistvu kolo je dirkalno, le gume so podobne kot pri mountain bikeu, le ožje. Rekreativni kolesarji to uporabljajo predvsem za zabavo po zimi. Tekmovalci pa resno tekmujejo tudi po zimi. Kako moraš biti pripravljen za to vrstno kolesarjenje? Vrhunsko pripravljen za 45 minut trpljenja. Kaj še vidim, ne sedite samo na kolesu, morate celo teči, preskakovati ovire. Ja, ciklokros obvezno ima nekaj preprek, da je treba s kolesa dol skakati, nekje imajo tudi stopnice, da je treba po stopnicah. Tako ja, kombinacija teka in kolesarjenja. Sedaj ste blatnik do vrha glave. Kako bo potekalo čiščenje tega kolesa? To bo na vrtu s šlaufom ali pa z baromatom mogoče. In kako ste sami bili zadovoljni danes z vašo vožnjo? Glede na to, da je zadnji mesec nisem kaj dosti treniral, sem bil še kar zadovoljen. Bistveno mi je bilo, da se zabavam in da dvignem puls.
Naslednja kategorija je enotna moški, ki jo in v bistvu se tukaj dobimo, pripišemo, štartamo. Prav, bomo kar tako naprej, enega po enega. Dajmo.
malo se že kresne čutijo. Problem je samo tega, vse to je dolgoročno gledano, se to vse največje ljudi je bo pogojen treba. Še daleč! Ne mi prišel, ali na Avstrijsko trgovijo, ampak recimo dobre feltne ima, ne? Da začneš i tole. To so Easy Rider gume. To je guma, ki je relativno poceni, pa dobra guma, taka za pol dnjave na tedno. Si praviš, zakaj te gume? Treba podaj na gume. Dobra poveda, ne? Mislim, da je prvo to, da sem že od 99. leta na gorskem kolesu. V bistvu so moji začetki in do v bistvu lanske sezone sem bil skozi na gorskem kolesu, tako da tehnike sem vajen, blata sem vajen. Malo prednosti smo imeli z gorskim kolesom, pa pač ne vem, uživam v tem. To je po moje največja skrivnost. V dolgih letih se ciklokros vrača v Slovenijo. Danes je bila praktično prva uradna tekma pod okriljem Kolesarske zveze. Vaše mnenje o tem? Jaz mislim, da je to nekaj najboljšega, kar se lahko v Sloveniji dogaja, da se organizira čim več tekem čez zimo sploh, ker je mrtvi del sezone in je super popestritev. No. Kakšna je bila danes konkurenca? Imeli ste nekaj profesionalnih imen celo? Ja, konkurenca je bila zelo močna. Vidi se edino, da je pač ravno zaradi tega mrtvega dela sezone, da smo vsi malo formo spustili. Ampak nimam kaj reči, za prvo tekmo je bilo super. V bistvu so manjkali mogoče samo res profesionalni kolesari. Mi je bilo pa včasih tudi, da je prišel Luka Mezgec in Luka Pibernik, sta oba dva, imata zelo lepe rezultate letos. Tako da v bistvu bi rekel, da je zelo dobro se počutim, kadar je močna konkurenca. In kaj bo sezoni prvak sedaj v zimskem obdobju do naslednje sezone delal? Ja, kot ponavadi. Edino leto sem spremenil to, da bom malo kasneje začel s pravimi pripravami. Bom začel v decembru šele, ker je svetovno prvenstvo drug let pač avgusta in sem rekel, da se pripravim bolj na zadnji del sezone, tako da ne bom šel v prvem delu v top formi. Svetovno prvenstvo za amaterje drugo leto v Sloveniji. Tako je. Dvojna naloga na domačem terenu, boste branili ta naslov. Ja, zdaj bomo se dogovorili še v klubu, kako pa kaj, kateremu bolj ustreza cestna dirka. Načeloma pa, če bom dobil priložnost, bom dal vse od sebe, da branim naslov v kronometru in poskusim še nekaj več na cestni dirki. Čisto zaradi treninga. Mislim, da taki
treningi, kot so ciklokros, da greš 45 minut na urco, skozi na limitu, res dober paše v ta zimski del in tako ti ni treba nič posebej delati doma sam, tako da je super. A glih kar prihajam iz zimskega odmora. Ni čisto odmor, ampak tak aktiven počitek, ki zmer paše po dolgi sezoni. Tako da je pa kar težko pol spet nazaj zalaufati. Kako ste bi pa danes ocenili konkurenco? Ja, mislim, da je bila zelo težka. Se ne vem sploh, kjer sem bil, 5-6. Ampak ja, se vidi, da so fantje pripravljeni skozi celo sezono, kar je lepo videti. In upam, da bo ta ciklokros liga zaživela tudi v naslednjih letih. Vozili ste v konkurenci z amaterskim svetovnim prvakom. Kakšna je razlika med vami poklicnimi in temi amaterskimi svetovnimi prvaki? Ja, zdaj, sicer ne vem, koliko kaj fante trenirajo, samo kolikor slišim, v treningih glih ni velike razlike. Je pa razlika v regeneraciji, jaz imam dosti več časa za regeneracijo in pa seveda veliko več dirk imamo, ne. To je glavna razlika. Kakšni so vaši načrti sedaj do glavne sezone za vas poklicne kolesarje? Mislim, da do glavne sezone. Nač treningi, taki na nizki intenzivnosti, daljši, veliko fitnessa tudi. V decembru gremo na prve skupne priprave z ekipo, pol pa še januarja dvakrat in začetek februarja že začnem z dirkam. Priprave v tujini doma? Ja, večino smo v Alteji, na jugu Španije, tam imamo tudi bazo vsak let. In ja, vremenske razmere so idealne za trening tam, tako da smo kar večino časa tam. Vas bomo še kaj videli, kakšen ciklokrosu sedaj? Ja, mislim, da bom. Na enega sigurno še bo šel, da sam še ne vem kjer ga. Moram videti, daj bom doma.